Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Pozdravljeni na današnji novinarski konferenci po 159. seji vlade. Prva bo odločitve sprejete na vladi predstavila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel. Izvolite. Ja, najlepša hvala, pozdravljeni. Se pravi, vlada je danes obravnavala predlog zakona o digitalizaciji zdravstva in je določila pač besedilo predloga tega zakona in ga bo poslala v Državni zbor po rednem postopku. Kaj je cilj zakona o digitalizaciji? Je, da z digitalno izmenjavo podatkov in uporabo sodobne informacijske tehnologije izboljšamo delovanje celotnega zdravstvenega sistema. Zaradi tega zakona bodo lahko zdravstvene storitve potekali hitrejše in učinkoviteje. Zakon uvaja številne novosti in rešitve, ki bodo zdravstvenim delavcem olajšale delo, pacientom bodo poenostavile pot skozi celotni zdravstveni sistem, celotnemu zdravstvu pa bodo zagotovile bolj urejeno in pregledno upravljanje podatkov. Se pravi, če sem predstavim nekatere rešitve, vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti bodo morali zdravstveno dokumentacijo posredovati v centralni zdravstveni elektronski zapis, kratica je CES, kar pomeni, da bodo vsi pomembni podatki o pacientu zbrani na enem mestu. Pacientom torej ne bo več treba iskati ali pa fizično prenašati dokumentacije med različnimi izvajalci. Vsi zdravstveni delavci in sodelavci, ki oskrbujejo pacienta, bodo imeli seveda v skladu s svojimi pooblastili dostop do zdravstvenih podatkov o pacientu. To bo omogočilo boljšo timsko obravnavo, razbremenilo bo zdravnike, ker si podatkov ne bo treba več posredovati znotraj tima, pacient pa bo kljub temu ohranil pravico, da določenemu izvajalcu ali posamezniku prepove dostop do svoje dokumentacije. Vzpostavljeno bo javno podjetje, ki bo skrbelo za vzdrževanje enotnih in celovitih informacijskih rešitev ter bo poenostavilo upravljanje dostopov do zdravstvenih podatkov. To podjetje bo nastopalo kot pogodbeni obdelovalec podatkov, kar pomeni, da bo delovalo izključno po navodilih upravljalcev zbirk, naprimer izvajalcev zdravstvene dejavnosti ali pa Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kdor je pač upravljalec neke zdravstvene zbirke, kar pomeni, da ne bo moglo samo odločati o obdelavi podatkov ali razvoju rešitev. Zbirke podatkov se bodo poenotile in racionalizirale. Sedaj smo imeli več kot 80 zbirk podatkov, po novem pa jih bo vzpostavljeni približno okrog 30. Poenotenje omogoča boljšo povezljivost podatkov, zmanjšuje napake, prispeva k boljši diagnostiki, obravnavi in načrtovanju sistemskih sprememb v zdravstvu. Kaj je naš cilj? Naš cilj je, da se uporabniki zdravstva, tako pacienti kot tudi zaposleni lahko zanesejo na sistem, ki deluje jasno, pregledno in v njihovo korist. Digitalna podpora ne pomeni zgolj tehnologije, ampak boljšo izkušnjo obravnave in večjo podporo tistim, ki vsak dan skrbijo za zdravje ljudi. Najlepša hvala. Novinarska vprašanja, STA. Lara Draškovič, STA. Jaz bi začela najprej pri tem javnem podjetju, če lahko malo več o tem poveste, kako se bo ta družba imenovala, kako se bo financirala, kdaj bo začela delovati, kakšne bodo vse konkretno njene pristojnosti. Imena družbe seveda ni določenega v zakonu, vzpostavljati ga bomo začeli takoj. V prilogi zakona imamo tudi celotno preglednico, kako se bo financiralo, seveda za začetek iz proračuna. Tako da več čisto take podrobne informacije imam s sabo strokovne sodelavce, tako da vam bodo lahko povedali. Je pa medtem ko je v prvotni verziji bila ta družba oziroma to javno podjetje upravljalec podatkov, je zdaj v skladu s priporočili informacijske pooblaščenke obdelovalec podatkov, kar pomeni, da te zbirke še vedno ostanejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje oziroma pač pri tistemu, ki zbirke upravlja, lahko je to tudi izvajalec zdravstvene dejavnosti. Potem pa še glede registrov, napovedujete manjše število, a ne? Na kakšen način jih boste zmanjšali, kaj pa bo ostalo v tistem ta glavnem, ki se bo preimenoval, če prav razumemo, ali se bo tudi razširil, če lahko to malo
bolj podrobno Ja, pojasniti? to je celotni enotna zbirka, ne celotna, se bo spreimenovala, v bistvu zdaj se imenuje CRPP, potem bo pa CEZZ. Zdaj teh zbirk ne bomo v bistvu nekako krčili, ampak je v sedanjem zakonu o upravljanju zbirk podatkov veliko teh zbirk, ki nikoli niso zaživele, ki so zastarele, ki so neuporabne, tako da smo v bistvu nekako prečistili. Veste, ta zakon že zelo dolgo ni bil prečiščen in je zdaj se prenovil in zato smo v bistvu te zbirke pregledali in jih zastavili na tak način, da bodo bolj uporabne. Seveda pa tiste zbirke, ki jih imamo že, ki so uporabne, ostanejo takšne, kot so, naprimer register raka, ali pa register endoprotetike. Smo pa pri vseh zbirkah podatkov skupaj s stroko seveda pregledali nabor podatkov in zbirke oziroma registri vključujejo tiste podatke, ki jih stroka potrebuje. Ampak v glavnem registru bodo pa zdaj natančno kateri podatki vse? A imamo seznam podatkov, mogoče? Ja, mislim, veliko jih je, tako da zdaj, ja. Kdaj načrtujete, da bo zdaj ta sistem v polnosti zaživel, da bodo pač lahko podatki o zavarovancu dostopni vsem zdravstvenim delavcem po vsej Sloveniji? Kakšna je tu časovnica? Teja, pridi, pa boš ti povedala časovnico, ko jo poznaš bolj natančno. Evo, izvolite. Torej, pri samem zakonu gre pravzaprav za transformacijo digitalnega zdravstvenega sistema in sicer želimo predvsem postopno vzpostaviti centralno upravljanje informacijske rešitve, ki bodo standardizirale procese po zdravstvenih zavodih in te rešitve bomo enotno ponudili vsem zdravstvenim zavodom. Seveda to ne gre čez noč, to je proces. Trenutno iz načrta za okrevanje in odpornost že vzpostavljamo informacijske rešitve, kot so centralni radiološki sistem. Pristopili smo k vzpostavitvi enotnega terapevtskega temperaturnega lista, gre namreč za sistem, ki bo skrbel za bolnišnično oskrbo. Pripravljamo nov centralni dispečerski sistem, enotni seznam čakajočih, ki bo naslovil čakalne dobe. Želimo vzpostaviti enoten centralni sistem za razporejanje urnikov samih zaposlenih po bolnišnicah in seveda tudi recimo pripraviti enoten sistem za skeniranje papirnih kartonov, ki jih bomo digitalizirali v največji meri, kolikor se bo seveda dalo s temi tehnologijami in seveda z ozirom, da tukaj vseeno obdelujemo občutljive osebne podatke in seveda tudi vzpostavljamo enotne rešitve, kar se tiče določenih domen, kot so recimo pediatrija, patronaža, ortopedija, diabetes, skozi e-karton, ki bo enotno ponujen vsem izvajalcem, ki izvajajo storitve na tem področju. Tako da tukaj smo začeli in seveda s temi centralnimi rešitvami bo družba potem tudi nadaljevala v skladu z dogovorom z sami izvajalci zdravstvene dejavnosti in z Ministrstvom za zdravje ter NIJZ in seveda drugimi, no se so tudi vsi ostali tudi upravitelji teh registrov. Kdaj točno to bo? Malce je seveda odvisno od same hitrosti vzpostavljanja te družbe in seveda tudi od ostalih postopkov javnega naročanja, ki bodo temu sledili. Gre namreč za kar precejšen poseg v obstoječ način delovanja ne samo zdravstvenega sistema, ampak tudi sam koncept delovanja informacijskih ponudnikov. Ampak vsaj okvirno imate... Zdaj družba bo začela delovati oziroma po zakonu se mora ustanoviti v 3 mesecih od sprejema zakona, potem pa mora prevzeti centralni register CRPP danes oziroma centralni elektronski zdravstveni zapis v roku naslednjih 15 mesecev. Enako mora vzpostaviti nov sistem za vire v zdravstvu in v skladu seveda potem s to časovnico tudi vzpostaviti enotno platformo za ostale zbirke javnega zdravja, ki so predvidene po tem zakonu, teh je 21 in je ministrica že omenila recimo register raka, register tuberkuloze in tako naprej. Samo še Zdaj, če še imate kaj za gospod, pa bomo... Ja, ne vem, kdo odgovarja. Ja. Glede časovnice sprejemanja zakona, kdaj je predvideno, ali so tu kakšne omejitve zaradi sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost? Kako hitro mora ta zakon iti tudi čez parlamentarni postopek? To me zanima. Ja, ne, zakon bo šel v redni postopek sprejemanja in sicer predvidevamo, da bo sprejet še v jeseni, v jesenskem času, da bo končana obravnava, bomo poskušali pač čim bolj pospešiti to obravnavo, ampak na NUO so pač projekti, ki so financirani iz NUO, pa vemo, dokdaj je rok, ampak to ni direktno povezano s sprejemanjem zakona.
Še na temo digitalizacije v zdravstvu? Za ministrico pa druga vprašanja? Ja, izvolite. Pop TV. Staša Lozar, Pop TV. Jaz imam pa vprašanje glede Bohinjskega jezera in sicer že od ponedeljka čakamo rezultate, kaj je bilo, zakaj je prišlo do pogina psov. Zdaj se v bistvu tudi širi informacija, da je tudi ljudem nevarno. Čakamo, zaradi tega, ker v bistvu se ena institucija na drugo zgovarja. Zdravstveno ministrstvo pa naj bi celo županu predočilo neke dokumente, da je v bistvu kopanje v Bohinju varno. S kakšno gotovostjo je Ministrstvo za zdravje kaj takega lahko sporočilo, medtem ko bo Nacionalni inštitut za biologijo šele danes popoldne sporočil rezultate? Oziroma tudi zakaj ne pozovete, ne vem, občinarjev, da bi za čas, dokler te izvide, te rezultate čakamo, ljudje se ne kopali tam, no, oziroma da bi nekako to zamejili, vsaj na tiste dele, ki so očitno pod vprašanjem. Zdaj, ne vem točno, kaj ste imeli v mislih, ampak dobro. Se pravi, ARSO, inštitucija ARSO, mislim, da so pristojnosti dokaj jasne. ARSO da navodila NLZOH-u, da odzame vzorce vode in naredi na njih mikrobiološko preiskavo. NLZOH je vzorec odzel 18.6. in rezultate vzorca bomo dobili v naslednjih dneh. Pri predzadnjem jemanju vzorcev, se pravi 6.6., ker jemlje vzorce na 14 dni, se je izkazalo, da je voda za kopanje primerna. Je pa res, da jemljemo vodo na kopalnih območjih, zato je v pristojnosti ministrstva pač za zdravje, mi smo odgovorni za pitno vodo in pa za NLZOH za kopalne vode. Se pravi, na ostalih delih jezera v bistvu ministrstvo za zdravje nima nič s tem. Kar se pa tiče tega, smo pa po postopku v bistvu objavili in tudi NIJZ je objavil rezultate vseh teh vzorcev, ki so bili odvzeti. V bistvu je zelo zapleteno, ampak v resnici, zdaj Nacionalni inštitut za biologijo dela v bistvu analizo toksičnosti teh bakterij, ki so jih odkrili, ki bi lahko povzročile smrt živali. Zdaj dejansko NIJZ je v bistvu sporočal, da ARSO jemlje vzorce, ampak v tem smislu, da se te cianobakterije sploh ne testira. Kako lahko v bistvu potem ministrstvo in NIJZ pravite, da je voda neoporečna, če čakamo Nacionalni inštitut za biologijo, da pove, ki je v resnici edini testiral na to bakterijo? Jaz tega ne razumem. Kako ste lahko obveščali, da je voda neoporečna, če šele Nacionalni inštitut za biologijo danes ob 4 to predoči? Zdaj, kot še enkrat, mi ne testiramo na pitne vode iz Bohinjskega jezera, mi testiramo vodo na kopanje. In vzorec te vode je bil odvzet 6.6. in 18.6. Ko bodo rezultati znani, to gre za vodo za kopanje na kopalnih območjih. Kar se pa tiče ostalih rezultatov, pa po naših informacijah nismo dobili ničesar, kar bi kazalo na to, da bi voda v kopalnih območjih bila neprimerna za kopanje. Tako da to se morate verjetno obrniti na koga drugega. Ne čutite odgovornosti, da bi pozvali, ni na vas odgovornost ali kaj, da bi pozvali, da ne se vsaj za čas, dokler ni znanih rezultatov, ljudje ne kopajo, ker očitno gre za dost nevarno bakterijo? Glejte, ker mi ne testiramo na to bakterijo, zagotovo to ni v naši pristojnosti. Kar pa smo naredili, smo pa vzeli vzorce, tisto sem pa prepričana, da vse pristojne inštitucije jemljajo ustrezne vzorce. In če bi kdo umrl, mislim, sej to karikiram, ampak recimo, da bi bil nek rizični bolnik, ki bi to vodo zaužil. Institucija ena na drugo to pač prelagajo. Ampak to ni pitna voda, mi testiramo vodo na kopanje. Kar se tiče ostalih testiranj, morate vprašati pristojne inštitucije in jaz sem prepričana, da so vse pristojne inštitucije odreagirale in vzele ustrezne vzorce. Se strinjam, da je potrebno, se strinjam, da je prav, da so vsi odvzeli, ampak morate vprašati tistega, ki je za to pristojen. Ok, hvala lepa. Hvala, ministrica. Hvala. Zdaj pa se nam bo pridružila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki bo Mateja Čalušić, ki bo tudi predstavila sprejete predloge zakonov z njenega področja na današnji seji vlade, tako da ministrica, izvolite. Lepo pozdravljeni.
Vlada je danes obravnavala in sprejela predlog zakona o zdravju živali. Poudarek je na preprečevanju prenosljivih bolezni živali in tako daje prednost preventivi. Določa standarde za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni v živinoreji, ki smo jim bili tudi priča v zadnjih mesecih. Vsi se spomnimo, da smo morali sprejemati tudi različne ukrepe vezane na izbruhe slinavke in parkljevke. Predvideva se prijava in poročanje bolezni, programi spremljanja in predvsem kako izkoreniniti bolezni, ki so v živinoreji. Ukrep ob sumu ali pojavu bolezni živali, registracija obratov in izvajalcev samih dejavnosti. S tem v naš pravni red prenašamo sicer Evropsko uredbo o prenosljivih bolezni živali. Danes pa smo prav tako na vladi obravnavali tudi predlog zakonskega svežnja, ki prvič v zgodovini Slovenije celovito ureja prehranski sistem od kmeta preko predelave do potrošnika. S tem postavljamo nove temelje, s katerimi se prilagajamo na realnost sodobnega časa, kot so podnebni izzivi, nove tehnologije v kmetijstvu, demografske spremembe. Na podlagi današnje razprave bodo pripravljeni čistopisi predlogov zakonov in predvidoma potrjeni na eni od naslednjih dopisnih sej oziroma v prihodnjih dneh. Z novim zakonom o kmetijstvu, ključni zakon o našem področju, se opredeljuje celovita definicija same trajnosti kmetijstva. Definicija je izrednega pomena za vzpostavitev pravičnega, odpornega in podnebju prilagojenega prehranskega sistema. Uvajamo 3 akcijske načrte, in sicer za mlade kmete, ekološko kmetovanje in za podporo gorskim kmetijam, s čimer celostno spodbujamo generacijsko prenovo in prehod v trajnostno pridelavo hrane. Pomembna novost je, da zakon uvaja razdelitev kmetij, zato da bodo ukrepi kmetijske politike čim bolj učinkoviti, predvsem pa ciljni. Zakon tako krepi položaj kmeta kot najšibkejšega, a hkrati najpomembnejšega člena v prehranski verigi. Poudarek dajemo sistemski ureditvi znanja in inovacij v kmetijstvu, več pozornosti pa tudi digitalizaciji in zmanjševanju administrativnih bremen. Uvajamo možnosti prenosa znanja skozi demonstracijske kmetije, ki bodo namenjene praktičnemu usposabljanju dijakov, študentov in predvsem prenosu znanja med samimi kmeti. Zakon o hrani je namenjen vsem v verigi preskrbe s hrano, od kmeta do potrošnika. Med ključnimi novostmi zakon uvaja možnost označevanja izdelkov po zgledu Avstrije, kar bo omogočilo večjo preglednost in zaupanje samih potrošnikov v lokalno in slovensko pridelano hrano. Zakonom se omogoča tako uporaba grafične podobe zastave Slovenije za označevanje kmetijskih proizvodov in živil slovenskega porekla s ciljem povečati njihovo prepoznavnost. Uvajamo tudi novo shemo kakovosti Zlati standard dobrobiti. Shema bo prostovoljna, bo pa jasneje ozaveščala potrošnika o skrbi za samo dobrobit živali. Med nedovoljena ravnanja smo opredelili prepoved prodaje izpod nabavne cene, velik korak, ki ga moramo delati počasi in skupaj. Na osnovi pripravljenih analiz in poročil varuha v verigi preskrbe s hrano, ki smo ga z zakonom tudi profesionalizirali, bo vlada sprejela sklep, s katerim bo določila, kako se omeji morebitno nepošteno prakso. Zakonom o varni hrani in krmi sistemsko urejamo vse ključne vidike varnosti, hrane in krme. Glavni cilj zakona je zagotoviti visoko raven varnosti za ljudi in živali. Zakon jasneje opredeljuje goljufive prakse in zavajanje potrošnikov, uvaja strožje sankcije za kršitelje ter določa obveščanje javnosti o samih nepravilnostih. Posebej se urejajo tudi pravila za prodajo živil na stojnicah izven tržnic. Ta zakonski paket je prelomnica, prvič celovito urejamo naš prehranski sistem kot tisto, kar v resnici je nacionalno strateško vprašanje. Z njim ne urejamo le zakonodaje, temveč postavljamo temelje prehranske varnosti prihodnosti, kjer je kmet spoštovan, hrana kakovostna in potrošnik dobro obveščen.